Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni. Vesela sem, da ste spet v naši družbi, redno spremljate Beletrinine pogovore in danes sploh vesela, ker bomo govorili o kontinentu, ki je zelo, zelo tudi moj in o katerem včasih premalo pišemo, premalo govorimo, niti si ga ne predstavljamo, kako velik je. Namreč Afriko zaradi projekcije pravzaprav na zemljevidih vidimo precej manjšo, kot v resnici je. In imam pravo sogovornico, ki nas bo pospremila na tej poti. Gabriela Babnik se mi je pridružila, pisateljica, literarna kritičarka, prevajalka predvsem, tudi vedno vejca in potem pravijo poznavalka Afrike, afriške literature. Ampak Gabriela, tudi precej časa si preživela v Afriki. Kdaj je vstopila v tvoje življenje? Ja, lep pozdrav. Hvala lepa za ta lep uvod. Jaz rada govorim o Afrikah, o množini, ker so res tako raznolike. Tudi jaz pravzaprav ne poznam celotne Afrike, poznam Zahodno Afriko. Ki sem jo obiskala, moram reči, v svojih zgodnjih 20-ih. To je tisto obdobje, ko si nekako, se mi zdi, najbolj razprt, najbolj dojemljiv, in to se je zgodilo tudi z mano. Če bi šla v New York takrat, verjetno bi bil New York, ne. Tako pa je pravzaprav bila ta Nigerija, Nigerijska univerza, potem je bil Benin, Togo, Gana seveda, kjer sem poučevala otročke, Burkina Faso, Mali, Niger, šla sem iz Burkine v Niger. Tako da to je ta moj domet, ta lok, ki sem ga naredila in v katerega se še vedno vračam na nek način. Je pa res, sva bolj ali manj podobna generacija, rojeni v času, ko se je drugače, predvsem več govorilo o afriškem kontinentu, pisalo tudi v medijih, obdobje neuvrščenih, afriški politiki so prihajali. Afrika je bila veliko bolj prisotna tudi na naših ulicah, študenti iz Afrike. Danes pa se zdi, da se spomnimo na kontinent, ko je kakšna nesreča, ko je kakšen prevrat. Čutiš ti tudi podobno? Ja, seveda, čeprav to, kar se je dogajalo v času neuvrščenih, je samo moj spomin, niti ne zgodovinski spomin, to poznam iz pripovedi, ne. Moram reči, da so na nek način tudi moje bralke prihajajo iz tega časa, ne. Iz celotne Slovenije se oglašajo, mi pišejo, me sprašujejo, kako jaz živim svoje življenje, ker ga pač one niso mogle. Recimo, ravno danes se mi je oglasila neka kirurginja, s katero sva spletle lepe vezi, ki me redno spremlja. Čeprav jaz pravzaprav te stigme ne maram, afrikanistka, ne. Jaz sem študirala književnost in pač berem tudi afriško, tudi nigerijsko, malijsko, senegalsko književnost, tudi filme imam rada, glasbo, hrano seveda. Tako da kar verjamem Ani Roš, ki je rekla, da je jedla najboljši obrok v mislim, ne vem, v kateri Tanzaniji. Ja, pač to se nekako usede vate, čeprav Afrika je imaš rad ali je pa ne maraš, ne. Dve skrajnosti sta, ne. Tako da vame se je to pač usedlo in me spremlja, ne. Čeprav včasih se malo distanciram, pridem bližje, in ja, veliko premišljujem o kontinentu in redno spremljam tudi politično dogajanje in tako dalje, ja. To je res. Ta uvod morda zato, ker se mi zdi, da danes res v Afriki bolj pišemo z osuplostjo, z neko mogoče distanco, kritičnostjo. In to je pogled, ki pa sem ga mogoče v neki zrcalni sliki opazila tudi pri avtorici, o kateri bova pa danes govorili, Chimamanda Ngozi Adichie, ki s prav tako osuplostjo piše o našem svetu in zahodu v svojih knjigah, vsaj teh prvih uspešnicah. Ja, Chimamanda je en tak fenomen. Ona je svoj prvi roman Vijolični hibiskus, ki je izšel pri založbi Sanje,
napisala in je bil tudi nek boom, nek tak prihod na literarno sceno. Začelo se je celo govoriti o literarni renesansi. Skupaj z njo je bilo še celo vrsto drugih avtorjev, recimo Binyavanga Wainaina. Tudi zdaj smo prevedli njegov roman, on je bil gejevski aktivist, sicer je že umrl, nekoč bom pisal o tem kraju, krasen roman. In onda sta recimo začela skupaj. Ne? Ampak Chimamanda je šla bolj v to neko liberalistično linijo, ne, bolj polikano, moram reči, tudi lepa, tudi v zapiskih o žalovanju pravi, da jo zanima moda, da jo oče pri tem njenem zanimanju podpiral. Medtem ko so pa kakšni so pa bolj divji. Imamo tukaj Taje Salasi, recimo, ki je zelo podobna Chimamandi, gansko-angleška avtorica. Chimamanda se pa prav definira kot Nigerika, kot nigerijska pisateljica. Tudi ima nigerijski potni list in to je njeno torišče, to je njeno na nek način središče in fokus. In o Nigeriji tudi veliko piše, čeprav seveda ona se je izobraževala v Ameriki, podobno kot njen oče. In seveda se vrača in ima tam svoj domicil. Zelo mi je všeč, ker praviš Chimamanda. Kot ti pravijo v Afriki. Chimamanda je rekla, Chimamanda je prišla, Chimamanda je, na zahodu vedno rečejo Adichie, vedno s priimkom. Chimamanda je pojem v Afriki, v Nigeriji. Tudi ti nam mogoče lažje približaš, kako pomembna ženska je to, tudi za Afričane, osebnost. Mislim, jaz si rečem Chimamanda zato, ker sem prevedla 3 njene romane in imam občutek, da mi je blizu. Čeprav zdaj na nek način sem v drugih vodah. Ona je, moram reči, pravzaprav je treba povedati njen kontekst. V Afriki obstajata 2 liniji. Ena je Chinua Achebe, že preminuli nigerijski pisatelj, ki je pripovedno izrazito močen. Recimo Things Fall Apart, Razpad, njegov roman, ki se je prodal več kot 5 milijonov izvodov. Zbrali so ga vsi, bom rekla, osnovnošolci v Afriki, vsi poznajo Okonkwa, vsi vedo, kaj se je tam notri zgodilo. In potem imamo linijo Woleja Soyinke, ki je dobil leta 1987 kot prvi temnopolti Afričan Nobelovo nagrado. In zakaj se smejim? Zato, ker je pač Soyinka takrat leta 1987 izrekel, pa smo jih na njihovem lastnem področju porazili. Ampak to je drug diskurs. On je dobil Nobelovo nagrado prav za literaturo. Zdaj trenutno prevajam prav Soyinko. Soyinka je pa aktivist. In Chimamanda sledi Achebeve liniji. Ona je pripovednica, izrazita pripovednica. Tako da tudi jaz kot v bistvu takrat mlada pisateljica, ki je šele vstopala v to področje, sem se lotila njenih romanov. Najprej sem prevajala Polovico rumenega sonca, ki mislim, da je njen absolutno najboljši roman. In sem se jaz učila. Jaz sem pravzaprav rasla z njo kot pisateljica, kako ona stave gradi, kako to naracijo gradi, kako like pravzaprav, karakterje nanaša. Ona je odlična v tem. Res vidimo, da ima tudi prebrano celotno pravzaprav to neko dramaturško linijo, ne samo Achebe, ona pozna tudi Franca Fanona. Zelo jasno se na njega sklicuje. Črna koža, bela maska, recimo roman Amerikanah. Tako da na nek način Nigerija, kako Chimamando razume in dojema. Nigerija ima izvrstno in odlično infrastrukturo literarno. Nigerijcev je ogromno, čez 200 milijonov, po moje. Ne vem, ko sem bila jaz v Nigeriji, je bilo 160 milijonov, zdaj je verjetno veliko več. In oni imajo pač Bookerja, imajo Orange Prize, ki ga je dobila Chimamanda, imajo Nobelovo nagrado, kot sem rekla. Imajo res izrazite pripovednike in tudi pripovednice. In Chimamanda se na to tradicijo opira in zelo dobro je tudi uporablja v svojih pripovedih, čeprav ona se je predvsem plasirala na zahodu. Njo Evropa obožuje, Amerika tudi, seveda, je bila uvrščena med, vse najboljše kritiške in tako dalje. Tudi pojavlja se z osebnostmi, Michelle Obama, Beyoncé, tudi v Nemčiji, tudi z Angelo Merkel, na vse zadnje, tudi z nemškim predsednikom. Nemci so nori na Chimamando, sploh na Amerikanah, mislim, da film je bil celo narejen. Potem so rekli, da je Brad Pitt celo odkupil pravice za scenarij za Amerikanah. Skratka,
Zna Chimamanda to uporabljati, govori tudi o politiki las, recimo, ne. Ona je ta diskurs na nek način prva odprla. Zdaj vidim, da je vrsto umetnic iz Slonokoščene obale, sem zadnjič v Guardianu zasledila nek članek, ki je ena gospodična, živi v Abidžanu, dela skulpture iz svojih las. Ampak Chimamanda je v bistvu s tem diskurzom afriških las kot političnim vprašanjem začela ona. Ne, se pravi, ti saloni afriški, kjer sediš po 6-8 ur in si pleteš lase. Ne? To je eno posebno doživetje, ki imaš vse umrtvičene roke. Ampak ima prav, res je. Ne? Afriški lasje tudi vidim pri svojih deklicah veliko dela, ogromno dela. In ja, če pogledate Michelle Obama, ne? Nikoli se ni pojavila s svojimi lepimi, košatimi lasmi, ne? Ampak vedno so polikani. In tukaj je ogromno bolečine, ogromno trpljenja. Ne? Mislim, da gledalci ne bodo zamerili, da se sploh še niso dotaknili knjige, zaradi katere smo se danes pravzaprav dobili. Ampak res izkoriščam to, da si dobra poznavalka ne samo Afrike, ampak tudi literature, navsezadnje si tudi študirala. Tudi nigerijski roman je bila ena od tvojih zanimanj in tem. In tudi kot prevajalka si prevedla Chimamandina glavna dela. Dolgo se ni oglasila. Zdaj v koronskih časih pa je izšla ta čudovita knjiga Zapiski o žalovanju, ki so tudi išli pri Beletrini, prevedla je delo Špela Vodopivec, koronsko delo, ki govori o bolečini, o doživljanju vseh teh občutkov po očetovi smrti, ki je bil profesor na univerzi, tudi tu, to še toliko bolj izpostavljeno, tudi v intervjujih zelo poudarja to svoje poreklo. Ampak vendarle delo, ki je nastalo iz ene bolečine in je na nek način tudi obdelala kot veliko jeze tudi v teme. Zelo čutiš ta njen karakter. Kljub temu, da je očetova smrt ne povzročila ves ta miselni tok. Mislim, jaz moram priznati, da sem se zelo dolgo pripravljala, da sploh preberem, ker pač imam poseben odnos do avtorice. Zdi se mi, da so nekako blizu si, ona je 2 leti starejša od mene. Sem sledila njenim, pač bom rekla, tem simpozijem, ki jih je imela. Ne? Tudi brala sem določene zapise, recimo o homoseksualni problematiki. Napisala je celo o tejle Trumpovi ženi, ne? Melanie, neko kratko zgodbo v New York Timesu objavila. In potem slišala sem, ne, kako sem prišla do tega romana, teh zapiskov, kako ne rečem. To je pravzaprav izpisano kot nek tak mini-ep, tudi ne, po svoje. Vedela sem, da so v Nigeriji zaprli meje, to sem vedela. Ne. Potem so vsi napovedovali, kar veliko poznavalcev napovedovalo, da pač virus bo v Afriki katastrofa, ne, ker pač ni neke infrastrukture, ker nimajo bolnišnic primerno oskrbljenih in tako dalje. In jaz sem se rahlo bala tega, kaj bo virus povzročil, koronski virus v Afrikah. Ne. Ampak se ni izkazalo za dobro. Chimamanda piše o tem, da so mrtvašnice polne, ne, da zaostajajo s pokopom trupel, to je res. Ampak ni bilo nekega, če ste opazili, nekega vala. Tudi veliko mladih, ne, mlado prebivalstvo, navsezadnje. Tudi, ja, se mi zdi, da je tukaj tudi antimalari, ki so svoje naredili, pa neka fizična moč, neka pripravljenost, ne, tudi neka naravna, bom rekla, danost, ki jo pač imajo Afričani. In potem sem vzela to knjigo v roke z velikim zanimanjem. Prebrala sem jo 2-krat, 3-krat in mislim, da prenese vsa ta branja, absolutno. Ja, Chimamanda se je zelo odprla, zelo se je razprla. Ona ima rada v teh svojih romanih, pravzaprav bom rekla, najstniške pripovedovalce, ne, od prvenca dalje. V prvencu Vijoličnih hibiskus imamo recimo očeta, ki je nasilen, ki je čisto nasprotje od tega, kar je tukaj. Ne. Ta oče, ki je preminul v koronskem času, ona je bila takrat v Združenih državah in ni mogla nazaj v Nigerijo. Ni mogla očeta pokopati in od tod prihaja ta njena jeza. Ne. Vsakodnevno spremlja novice, gleda, kdaj se bodo meje odprle. Pravi, da je bila že velikokrat razočarana nad Nigerijo, kar me ne preseneča.
Ampak potem je pa pač prišla ta na nek način pričakovana smrt. Oče je bil že kar v letih. Ne? Njen brat Okoje ga je edini spremljal, vsi ostali, ona ima veliko sorojencev tudi. Je bil pač brat edini in je poročal, ne? Kako je ta smrt izgledala. In ona se je zbala te nemoči. Vidimo pravzaprav njene uvide, spoznanja, pogajanja, kot je zapisal Peter Rak v delu, pravzaprav pogajanja s sprejemanjem očetove smrti. Ona se dobesedno pogaja. Ne? In kar je bilo meni zanimivo, ko pravi, žalovanja ni, dokler ga ne izkusiš. Ne? In na nek način izkusi ona, da je žalovanje telesno. In seveda je kričanje, je njena hči, 4-letna hči, tudi to se je zgodilo, ja, dobila je otroka, deklico, jo pač opazuje, mamo, ki žaluje, ne, ki je do skrajne bolečine presunjena. To pa zato, ker je imela očeta tako rada. Ne. Oče je vse, ne, ona je očetova hči. Ne. Oče je bil prvi profesor statistike v Nigeriji, ne. Študiral najprej v Ibadanu, ki je pač nekako srednja univerza. To je ta ibojski del, na katerega ona je zelo ponosna. Ne. Oni so pač ibojska kozmologija. In potem je študiral v Londonu, šel v Ameriko in oče je ta, ko smo pred govorili o času neuvrščenih, po njegovi smrti ona jemlje pismo v roke očetova, ne, in opazuje, kakšna je njegova pisava, tako rahlo zaobljena. Ne, in pravi, da je on pravzaprav prihaja iz te neke kolonialne izobrazbe, kjer latinščina je nekaj štela, kjer je bila točnost, ne, je bila nek sinonim očetov. Pisava, arhetip, ne. Oče je bil, tako kot rečejo Francozi, l'homme intègre, ne. On je bil pač dostojanstveni človek. Ne. Skratka, v superlativih ga opisuje in hkrati s tem, ko njega opisuje sebe. Ne. Kakšna ženska je postala, kakšen je njen odnos do moških v resnici. Ne. Da jo je ves čas spoštoval, tudi ko je imela te govore, je njeni prijateljici rekel: a si videla, ne, zaradi nje so ostali, ne, njej ploskajo, ne, ko je dvorana pač ploskala Chimamandi, ne vem, na katerem eventu. In to je njej dalo krila, ne. To je njej dalo krila kot pisateljici. Si predstavljam, da ni lahko biti pisateljica v nigerijskem okolju, ne. Kot neka deklica, da izraži željo, da boš pisateljica. Saj ne vem, če so čisto, še v tem okolju je težko, ne. Na zahodu, ne vem, če so čisto zaobjeli, ampak očitno je imela to podporo, to družinsko celico, kot ona temu pravi. Ne. In v bistvu ta družinska celica se je z očetovo smrtjo deloma razrušila. In potem razmišlja, da tudi njena pisava postaja drugačna zaradi izkušnje te bolečine. Ne. Zelo se razpre, tam notri je tudi nek moment, ko pove, da so očeta ugrabili, mislim, da leta 2015, zato ker ima slavno hči pisateljico, ne, kar je tako nenavadno, ampak v Nigeriji je vse mogoče, Nigerija je res nora, mislim. Potem so pač dostavili denar tem ljudem, tem ugrabiteljem in oče je to prenesel zelo dostojanstveno spet. Ne. Skratka, en cel historiat, bom rekla, nigerijske zgodovine dobimo preko tega očetovega portreta in posredno tudi njenega portreta. Ne. Čeprav jaz mislim, da se Chimamanda ni čisto do konca razkrila. No. Skratka, od teh nekih najstniških karakterjev, ki jih ima v svojih romanih, je tukaj odrasla ženska, ki se seveda spopada z izkušnjo smrti. Mislim, da kanček je še vseeno zamolčala. Ne vem. Je pa zanimivo ozadje, kako je nastajala ta knjiga, ne? Tudi z nočnimi pogovori, dopisovanjem svojo družino, ne? Z brati in tako naprej. Veliko jeze, ne, ki smo jo že omenili, ne, pogajanja, ampak na koncu vedno, tudi tako, kot jo včasih doživljajo v kakšnih intervjujih, ne, ko prebiram delo kolegov, ne, vedno malo, rečemo tako, gobčna, ne, forlaut bi rekli Nemci, iščem pravo besedo, freh, ne, provokativna, pa potem spet spravljiva. Tako kot je na koncu tudi
v tej knjigi, ne? Ko poda roko, da eno upanje tudi za naprej. Jaz mislim, da na koncu se na nek način sprijazni. Ne? Se razpre, tako kot roža, in se spopada s to bolečino, in potem na koncu se pač sprijazni. Ne? Zdaj, tukaj je tudi vprašanje ne samo njenega odnosa do očeta, pa do moških in tako naprej, ampak recimo mož ji nekoč reče, ne? Ko se pogovarja z očetom, se smejiš povsem drugače. Ne? In potem se je nehala smejati na ta način, ko je oče umrl. Ne? Ampak kaj sem hotela reči, to je proces žalovanja. Ne? In zdaj se tudi sprašuje o obredih, koliko so obredi pomembni pri izgubi. Ne? Vedno prihaja na plan ta ibojska naracija. Ne? Oni so pač komunitarna skupnost. Ne? Kako iboji žalujejo? To so znani kot v bistvu Judi Afrike, ne? Vzhod Nigerije, kjer se je pač dogajala ta biafrska vojna, ne? Kjer so v bistvu izčrpali in izlakotili 2-3 milijone ibojcev. Ne? Biafra, ta polovica rumenega sonca, ki je tudi na zastavi. Ona je ponosna, ona je zelo ponosna na to, ampak v tem trenutku ranljivosti, ko tudi zanika očetovo smrt na samem začetku, noče si priznati, ker bi bilo to pogled v brezno, potem reče, da v bistvu se je odvrnila od skupnosti, ne? Ni še pripravljena pokazati svoje bolečine, ne zmore še dati to nekako na plano. Ne? Čeprav iboji, ta skupnost ima svojo funkcijo ob izgubi, ne smeš se osamiti. Ko žaluješ, ne smeš biti sam s sabo. Ne? Ona pa očitno tudi se je malo navzela, ne bom rekla, mogoče, no, ne vem, te neke zahodne perspektive. Ne? Ona namreč stori prav to. Ja. Išče samoto. Išče samoto. Vidi se tudi, ja, da je preživela določeno obdobje, pač, tako kot sem pred rekla, svoja zgodna 20. Ona je šla iz Nigerije, ker pač univerze so se zapirale, je šla študirati v Ameriko. In očitno ima vzorce iz obeh. Ne. Vse to je značilno pravzaprav za današnje, bom rekla, Afričane, umetnike, tudi filmarje, da imajo to dvojno perspektivo, ne. Da zmorejo neko distanco. Čeprav tukaj ne vem, koliko je ona pravzaprav res zmogla te distance, ne, ker je v procesu žalovanja. No. In v središču je seveda oče, brat, mož se pojavi 2-krat, 3-krat, ta deklica, njena hči, pa mama. Ne. Mama, ki, to sem hotela reči, mama v bistvu, ja, ki jo zahteva, da se vdova obrije, da se ji obrijo lasje, ne. Ko mož umre, in Amanda se tukaj upre, pride ta njena, ta neka gajstnost, ne, na plano in reče, ja, kako pa se od vdovca tega pa ne zahtevajo, da se pobrije, ne. Ampak mama vseeno reče, to bom naredila zaradi očeta, ne, ker bi si on tega želel, ne. Tako da potem skloni glavo. Samo pred očetom se mi zdi, Amanda, samo v tem hipu, drugače pa ne, nikoli. Ampak na koncu, to, kar tudi sami morda rabimo v teh časih, ki za marsikoga niso bili enostavni, tudi v našem delu sveta. In ta ljubezen do bližnjih in to neizmerno upanje v prihodnost, ki ga tudi lepo izpostavi, mogoče celo presenetljivo, ne, za njeno delo. Ja, kar ji ostanejo, so spomini. Ne? Spomini za očetom, tudi njegove knjige, verjetno knjižnica njegova. Ne? Mislim, sej njihova družina je ogromno preživela. Ne? Oče se recimo iz Amerike in mama z 2 deklicama, takrat, če Amande še ni bilo, so se vrnili pred začetkom biafrske vojne, se pravi leta 67, ne? Kjer so pač očetu požgali celotno knjižnico in so potem kolegi iz Amerike pošiljali knjige. Potem je tudi opisuje, da njen praded, verjetno praded, je bil zasužnjen in tako dalje. Sestra, oče je umrl junija, sestra njegova, ki se je vsak dan pogovarjala z očetom, je umrla julija, kmalu za njim, še ne 1 mesec za svojim bratom. Poleg tega so bile zaprte meje, ni mogla do očeta. Ne? Ampak se mi zdi, da vseeno, ja, tako kot si rekla, je to neko, seveda bo preživela, seveda bo, vse mora, ne?
zaradi pisanja, potem se usmeri v pisanje in pravi, moje pisanje je zaradi tega drugačno. Verjetno mora preživeti zaradi svoje deklice, ne vem, zaradi knjig, zaradi sveta, kakršen je. V bistvu je to zelo svetla knjiga, ne? Se mi zdi zelo, tudi ta njena, ko sem rekla, ta čebelska linija, ona pač pripovedno, kot da je, ne vem, kot da se malo igra, ne? Ko opisuje bolečino, tudi na koncu riše neke metulje, ne, na majčke, seveda joče, potem plane v smeh, ampak takrat že vidimo, da se bo zacelila, ne, in da bo šla naprej, ne. Ima seveda še brate, sestre, ima mamo, ima Nigerijo, ne, ima Ameriko, mislim. In ima literaturo, ne, vsi oboževalci po svetu čakamo roman, še kakšno najbolj obsežno delo. Kako je pri tebi? Lahko tudi ti že kaj izdaš? Namreč sva rekli na začetku pri definicijah, ne, tudi pisateljica. Lahko je že kaj nastaja, kaj lahko poveš, izdaš? Ja, seveda. V bistvu maja, če se bomo držali roka, izide roman o Baudelairu in Jean Duval. Vsi smo pozabili, da lani je bila 200. obletnica Baudelairovega rojstva, 1821, tako da v bistvu čez dober mesec izide roman, ki nosi naslov Tišina polna vetra. Ja, jaz sem se s tem romanom, bom rekla, zacelila in prešla to koronsko obdobje, ja. Pisanje pomaga, ne? Pisanje pomaga. Čeprav se včasih med seboj šalimo, urednik Urban Volk mi je rekel, saj za nas pisatelje se ni prav dosti spremenilo, za nas pisatelji in upokojence. Ampak je bila tesnobnost, je bila absolutno tesnobnost, ne? Zdaj, če pa bi bila taka izkušnja, pač smrti bližnjega, bi bilo pa verjetno še bolj travmatično. Ampak skratka, jaz sem živela s svojimi pariškimi junaki, baloni, ženskimi akti, Baudelairom, ki je pač hodil skozi Pariz, skozi Haussmannov Pariz, skozi tišino, v bistvu, skozi hotelske sobe, kjer je pisal. Tako da ja, pisanje je lahko vir, bom rekla, moči, navdiha. Tudi slutimo pri Chimamandi, ona se bo vrnila k pisanju. Tudi pisanje je pravzaprav pomagalo, ne, da je šla skozi to. Pisanje je strašna stvar. Ja. Oglasila se je, zapiski v žalovanju, tudi celijo naše rane morda, ki jih je koronski čas spustil, in vsi upamo, da jo tudi nekoč lahko spoznamo v živo, da bomo res rekli, tudi mi, tako kot ti, Chimamanda. Hvala ti za odlično družbo danes. Hvala tebi. Vam pa veliko užitkov pri branju. Tole gre v dobri uri in pol, ampak mislim, da je dobro ponavljati. Kolikokrat si prebrala, si rekla? 2-krat, 3-krat. Vsaj 2-krat, 3-krat. Tudi jaz sem na poti tja. Tako da hvala ti res in priporočamo še eno lepo knjigo. Beletrina v živo.